Kako je da? Počutje? Boste kaj starše pozdravili? Živijo? Kaj sporočil? Se imate dobro? Dobro. Ni hudega, ne? No, super. Pa sam še boljš bo. Super. Ostali ste v redu? Ok. Boste pozdravili starše kaj? Andrej, boš kaj sporočil za mamo? Alo, mami. Živijo, mami. Evo, super. Tako. In ga, torej nož iz kamna. In smo rekli, takole globoko zarežemo noter v tale les, torej čez ljubje, da probamo čim bolj globoko prerezati tale vlakna noter. Vidimo. Prav, ko smo zlomili, smo dobili takole, zelo grdo, nič ravno ne zgleda, nož zdaj lahko vložim. In zdaj nakrenete palico takole naprej, pa nazaj, pa gor, pa dol, pa dobite tako. Prav, veliko lepše kot je to, se da z enim kamnom odrezati lepo naravnost, kot sem pokazal. Drži? Prav, če imam pa nož, pa če pokažem še z nožem, imamo pa to v nekaj potegih rešeno, pa lahko potem še poravnam, če želim, kar je viška. Kako? Jaz sam ne brije več, smo rekli, Je pa oster, seveda, to pa je. Evo, sprav imamo zlomljeno vejo, ki izgleda pač, koliko ste videli, s kamnom odrezano ali pa z nožem. Malo je razlike, ampak ne predosta, Drži? Ok, spravi, smo zdaj nože pogledali. V bistvu skupljate jamco, zemljo date na stran, če greste na potrebo veliko, potem, ko končate kakec, date lepo z eno palčko, pospravite noter, recimo, če je to kakec, da je mimo jame zletelo, noče iti noter. Ga date lepo noter globoko, papir zraven, zaprete, se zasujete nazaj, in zapičite noter palco. Zakaj? Da kdo nastopi na mino. Tako imenovano, A velja? Recimo, to je ena izmed teh takih stvari, ki prav pride, Se pravi, za jamo skopati, zasekati, zarezati tudi, za kaj ušilt. Kaj pa moramo paziti pri mačetah, pa pri sekirah? Ko zamahuješ, kaj treba paziti? Prvič, da ti ne zleti iz roke, pa v koga prileti. Zato ima ponovadi mačeta tudi takole lukenco tukaj, da si daš gor kakšno vrvico. Mi smo tle tako elastično, vidite, da je elastično. Bang. Prav, ko delam, jo imam okrog roke. Ko jo rabim, jo primem tako v roko, čisto enostavno. Prav, hop, to imam. In nekaj lahko cekam, neham delati, jaz spustim, lahko zavežem karkoli, lahko nekaj napenjam, ne vem, karkoli lahko delaš, ne bo se poškodoval. Če ne boste glih takole delali, proti nogi, pa ne vem kaj. Izzivali, da se usekate. Drugače se ne usekaš. Prav, imam takoj v roki, ko končam, jo dam dol. In še ena stvar, kadar sekate z mačeto ali sekiro, vedno pogledate nazaj, če je kdo za vami. Zakaj? Ja, ko sekaš, greš vedno nazaj po zalet, se reče, A je tako? Ali pa tako?
In seveda, če je tle pred mano tnalo, pa gor poleno, običajno, kakor vidimo, ljudje stopijo takole, a ne? In seveda ne pogledajo niti nazaj, niti ne omaknejo noge in seveda spodleti, tle je poleno recimo, spodleti mačeta in preleti direktno v koleno. Sočno, ne? A marate to? Ja. Ne mara noben tega, ne? Kako to rešimo? Stopimo v širini ramen ali pa še celo širše, a ne? Malo gremo rahlo v počep, da smo stabilni, da se ne prevrnemo na nos, a ne? Ali pa nazaj. Pogledamo vedno, če je do za nami, ali pa prosimo nekoga, če je za nami, da se umakne, da ga ne bomo po nesreči mahnili, ki je po nosu, ne? Ali pa po bradi, ali pa po očesu. Je smiselno? Ja. Se pravi, tudi ko zamahnemo, da ne približuj se mi, prosim, ne? Bom sekal kavo, ne rečeš lepo. Zdaj sem miren, zdaj vem, da je vse ok za mano in zdaj lahko zamahnem. Tudi če bom falil poleno ali pa če bo spodletelo karkoli narobe, pa tudi če gre malo v stran, glejte, gre mačeta vedno mimo, pa lahko še tako falite. Ni noge tle vmes. Je res? In se ne morate vsekati. A velja? Zmenjeno? Ja. To je okrog, kar se tiče. To je palčka, magnezijeva palčka, sestavljena približno z nekih 11 različnih kovin, pretežno pa iz magnezija. Ta ploščica je železna, iz železa, in ko jo postavite gor tako, da z napisom up, sprav ta napis up mora gledati proti vam, nastavite gor v sredino vate, date ploščico gor na začetek tukaj do plastike, ploščico rahlo privzdignete navzgor, date palec gor, kar tle gor na tale napis up in z enim potegom mora načeloma vata se takole užgati. Prav z enim potegom, ko vi vržete iskre vroče od 1000 do 3000 stopinj, se tako netivo vname. To ne pomeni, da se boste kar užgali, če vam pade kakšna iskra na nogo, a ne? Se pravi, tega seveda ne počnite, zdaj sem pokazal to na sebi, samo prosim, da se ne bojite teh iskr, če vas ne bojo kar zažgale. Ker smo iz 70% vode narejeni in ne gorimo tako, kot slama suha. V redu? Ja. Velja? Kar komplet poli, včasih ne ful polivati vode. Rabaš vodo. Evo, dobro. Je komplet mokra? Je? Smo zmočili? To je simulacija, kada je zdaj deževalo. Močno, obilno. In je recimo vse mokro. Pri smreki boste videli, da pa ni čisto tako, kot je videti. Zato se komot taka smrekava veja še vedno odlomi od smreke, se pravi, mora biti popolnoma suha videti, se pravi, ne sme imeti nobene zelene igelce gor na sebi. In potem z rezilom ostrugamo dol. Torej, z rezilom ostrugamo dol tole, ostrugamo dol tale suhi, oziroma suhi lubje, ki je seveda mokro. Kako pa preverjam, da je suho? Bravo, Andrej. Odlično si to zapomnil. Z usencami probamo. Zakaj pa z usencami? Ker so ful občutljive. Zelo so občutljive za vlago, res je. Bravo. Kaj rečete, zdaj sem že približno tam, a ne? Ta del. Ta je še mokro, roko imam tudi vlažno še, vidiš? Ko pač probaš obrisati, a ne? Ta del damo lahko strugam stran, da ne bo hecel, da bi ga pa tudi kar zlomil, pa ne bo karkoli. Tako, vzamemo spet eno suho podlago ali pa jo najdete pač v naravi, kakšen suh štor ali pa kaj takega, mi daš kresilo. Prav ta nož ima tudi kresilo noter, a ne? Vedno ga prižigate, če imate tak nož z hrbtnim delom noža, nikoli z rezilom.
prav s tem zadnjim delom, a ne. In zdaj, ko sem prišel do suhega materiala, ga samo takole z rezilom nastrugamo na eno podlago, smo rekli. A vidite, kakšne drobne opilke letijo dol? Ja. Prav potem, ko jih dobimo takole na kup, bom še takole naredil. Hopala. Nekaj ti je padlo. Z nosa, ja. Takole, ko dobite približno takle kupček, je načeloma že dovolj za začetni ogenj, ne, narediti. Potem date pa nož takole pod ploščico kolena, se pravi pod pogačico, spodaj na ta mehkejši del, tukaj, in ga držite pri miru. Se pravi, noža nič ne premikate na naprej in nazaj. Potem povzamete tole vejo in delate take, kaj ena peresca so potem, ne, vidite, taki zaviti, kar neka peresa, no, rečemo feather stick po angleško temu, se pravi palica, peresja, palica, kako naj rečem, palica s peresci, ki izgleda takole, kot vidite, in greste okrog in okrog in probate čim tanjše tele opilke delati, ne. Lahko tudi takole, kot vidite, greste z roko, lahko pa, kot smo rekli, takole delate, ne. Malo bolj z občutkom lahko to naredite. Lahko tudi no zapičite v kakšen deblo. Ja, lahko tudi tako naredite, ne. Sprav stran od sebe, pa potem vlečete. To je hitrejša možnost. Ne vem, hitrejša ali pa ne hitrejša, meni je najboljš lahko takole tudi ročno, ne, s prstom potiskate Da. naprej. Imate pač večjo kontrolo, zato da ne bi pač z enim sunkom pol vse skupaj odrezali, kar ste se že namatrali, ne. Pravi, gremo pa ves čas okrog in okrog in do nekje 20 cm naredite tako dolga peresca in 10 takih palčk rabite. Se pravi, kar nekaj priprave, kadar govorimo, da je vse mokro, ne. Se pravi, morate vse oguliti, narediti 10 takih palčk, ki so dolge vsaj 20 cm in potem, seveda, kaj še zelo pomembno, a to delamo, kjer dežuje, ali kaj naredimo? Ne, na suhem. Na suhem. Kako naredimo vsi streho? Bivak ali pa vzamemo ponjavo. Bivak ali pa ponjavo, ne? Se pravi, predpogoj je, da to delate pod streho, a ne že takoj običajno, kadar dežuje, problem neka vlaga, megla in podobno, se pravi relativna vlaga, ki je v zraku in tako naprej. Lahko eno kresilo, daš v kresilo, da vam sam pokažem, kako to naredite. Se pravi, jaz bom tle v sredino dal kresilo, not bom napraskal magnezij. Boste videli take srebrne opilke drobne. A jih vidite? No in običajno je že to dovolj, da zagori. In potem, če si predstavljate, da imate 10 takih palčk, ki jih date gor, eno vrh druge, a ne, takole lepo potem zagori. A vidimo? Da. A je bila mokra palica prej? Ja. A gori zdaj? Da. Skoraj ni več izgovorov, da se ne da. Ok?
Si predstavljate, kaj ti date Te drobne vejce. in ni zakuj. Nalomite, date v šopak, ga prelomite na pol. Zdaj še malo zalomimo, da jo poravnamo. Vidite, po butaro. Pa še enkrat na pol, če gre. Predstavljate zdaj, da imamo en tak začetni majhen ogenček od spodaj. Bom kar z vžigalnikom pokazal. Lahko bi pa tudi z vato, pa malo smole. In potem date samo gor tole dračje. Drače, ful gori. Seveda. In evo, kot vidite, imamo začetni ogenj, kaj pa potem? Sam večji voj vodni dajo. Tako. Pa probaš ne zadušiti ogenj. Ja. Ko enkrat plamen preseže nivo drv, je ogenj potem varen. Tle smo dali smolo na vato, ste videli, koliko časa to še gori? Ja? Smola je gor na vati bila, zato da smo si podaljšali gorenje vate. Velja? Potem boste pozorni, ko boste pripravljali izziv, ko bo torej, kurjenje ognja za oceno, dajmo reči, ali pa za pomivanje posode, če hočete. Ja. Bodite pozorni na to, kaj vam da visok plamen, ker bo treba visoko vrvico prežgati. Ste videli tole drače, kaj je treba najti? A ga imate dovolj okrog? 4, zdaj! Jaz imam še rato. Saj ne bo konc sveta, če bo to enkrat. Jaz se pravi, čem bo. Čekaj. Jaz se pravi. Ja, lahko, lej, s čemarkoli se boš znajdel. Ajde, ne še. Ajde, okej, ajde. Ajde, ja. To je še vzel. Nije nobena cukor. Ne čist, ne dati predebelih. Drače dajte gor, če ste pametni. Pazite, da ne bo speklo. Nalagite. Evo ga, ogenj vam odnaša. A vam je že uspel? Bravo! To! Dajte še vi, prosim, tole prežgati. Kaj je treba narediti? Tako, sam stati tamle, lejte. Če bi en tukaj stal, bi bilo to rešeno. Ja, kam ti odnaša plamen? Tako, ja. Lahko greš tudi malo bolj nazaj, da te ne bo žgalo, ne? Dajmo še malo. Odnašati. Evo ga, bravo. Obe skupine ste bile zelo dobre. Čestitam prvi skupini za zmago. Bravo, res pohvale. To je bilo zelo efektivno, se vidi, da so specialci v igri. Rogovile moraš dati bolj naprej, tako, ja? Točno tako. Tako gledaj, da boste dva noter prišla šefa, ne? Da bo dosti širok. Bomo ugotovili. Ej. Čekaj. Odi. Recikliramo stari bivak. Ja, ven potegam. Ja ne, ker je to vaša stran. Vseeno ven potegam.
Kakaj, da nemaš ti? Pa hoče ježa obajesti. A to se je? To se je lahko surove ali pocvrte, ampak v mirnem času je strogo prepovedano nabiranje jajčec od mravelj. A ne? Zelo lepo ste jih najdel. Jaz sem jih najdel na tem ljublju. Lahko pokažeš, pa ne poješ ladiš. Lahko pojem. Okay. V mene par vzel. Evo jih. Je dobro. Nima nobenega tacga okusa, lahko probaš. Okay. Samo enega, ne bomo zdaj to... Pa, dva sem vzel. Kot sem rekel, to je drugače strogo prepovedano delati, a ne? Zdaj jih nismo zbirali, a ne? Smo jih takole najdel. Sprav, nismo podarali mravlišča in tako naprej, a ne? Dobro, nima okusa. A? Je tako. Nima okusa. Dal bi se jest. Dal bi se Od jest. cvrte so pa še boljša jajčka, Nima okusa. iskreno. Ja. No, tako. Boš to vrnil nazaj, Smo provali. Andrej? Dobro. Ja. Vrni to prosim nazaj. Ja. Tako. Vodovan. Pa da se zdaj staro Zelo dobro vam gre, Ajme, lahko daš pisem vodo? zelo ste pridni. Prosim, ko mi gre dobro. A jaz povem. To je bivak za 2 osebi, a ne? Delu sem. Malo širši. Super. Dej mi vodo. Ja, ne mora biti... On ni special. On ni z nami. Ja, ja. On je zdaj. Exact. Ne, ni. Kaj je? Ne verjamem. Aris. Ti bi ga v 2 urah postavil? Ja. Tacgale? Ne, božga. Božga? Božga. Kdo? No? Ja, Žan, vse mogočni. Yes. Žan, vse mogočni. Dobro si ti. Ja, jaz ti verjamem, ker si dosti hiter, ja, vse bi šlo. Poprečen človek pa 3 ure rad. No? Ja. Tako. Če pa nima znanja, pa verjetno cel dan. Ja. Postavljam bi sam gor začel metati, pa še nabirati. Ne verjameš, a ne? Kolega Ožbej, pohvaljen. Poglejte, kako se je Ožbej znajdel, pa si je dal v bistvu vrečko od stola. To je moja vrečka. No, da ne bo zdaj do kakšnega bratovskega prepira prišlo. Tu se vse opere, kolega, veš? Jakov. Si ga sem hecam. Ja, se vem. Na moja papa. Si samo obrneš, pa je. Točno tako. Zelo dobro, bravo, res. Zelo dobro vam gre. Seveda bomo na koncu tudi test naredili, ne? Z vodo. Jaz ne grem noter, ker ne moram noter prijeti. Grda beseda, 10 počepov. Ja. Kjer? Kolega specialc. 10. Si tle... A ne, ta ni. Ti? A jaz? No pa daj. Vse ve kdo. Žan, ti dam jaz... Direktno. A boš kajlo naredil, sem sekundo. Evo, tako.
Aha, Da se mi vdira, veš. razumem, ja. In Ko pridemo v tabor, si pejte nogami, da se te ne bo zagnojilo. tukaj. In tukaj. Sam pejte sprat, da se te ne bo zagnojilo. Tam je drugače na tleh, se to veš, ne? Gor, na vrhu. Voda poliče iz posveda. Jaz sem proval, ampak mi nekaj da ne zakaj. Moče mislim, da vam preveč, da se to sam stran. Tam na vas. Kaj podlaga se ti vdira, ker imaš Ja, mehko? Drugače, a gremo še nekaj, sej ne vem, če rabim. Kako ne moreš not? To je bivak za dva. Ja, ful bom šel. Ja, ful bo šel, seveda se moraš iti. Pa narediš tako. Čim bolj not prvi. Vse gre z nogami, vse gre. Kar. Od zadnji, Če je vse prav, kaj? od zadnji se malo se sedi. Ja, in kaj zdaj? Skrč noge, pa mal. Ne moreš. Stega noge, da bo še koraj prišla zraven tebe. Ti pet na eno stran, jih v drugače obrni. Stisnem se. človek noter na eni strani. Premali je. Ne, ni premali. Sam prav se je treba zmeniti. Evo, prostor naredi za kori. Ne imeti Na glavo mu. stegen noge. A si imaš si. Tako, evo, vidiš. Tako. Zdaj pa potisnite z nogami, kar z nogami potisnite nazaj. A jaz to malo dvignem od zadnji. Ne, se bo morata ona dva. Malo še potisnite nazaj. Zvolite se ti Ne gre več. bo glava. A jaz malo dvignem, ne? Ne dvigujemo. V glavnem zdaj bomo naredili preizkus in to je to. Ja. No, na bivak smo dali liter pa pol vode. Aha. Vidimo, da sta mokra že. Čeprav je ful debela streha, ne? Evo. Z obeh strani. Vsak strani dela svoja skupina, ne? Kdo bo bolj moker? Kaj rečeta? Zmaga. Ja? Ok, boste kar prišla ven, da preverimo, kdo je bolj moker. Mater sta umazana. Gozdna joža. Zakaj si postal gozdna joža? Gozdna joža je postala umazana samo zaradi tega, ker se Čakaj, obrnite se. Aha, kori, kar v redu, mokra. Da se približno enako. On je še po nogah, ti? Tudi po nogah vidim, se je nate prijela. Kako bomo to ocenili? Smada. Se je zanačalo, samo moramo. Po zgledu. Ja, po zgledu. A rečemo, da ste zanačeni? Ja. A? Ker tole bom res težko ocenil, ker sta oba kar precej mokra, oziroma tam, kjer sta mokra, sta kar precej. Je zelo težko oceniti tole, no. A velja? Tako da oboji ste se pa zelo lepo potrudili, tako da ste oboji zmagovalci, ne poraženci, a ne? Okay? Vsak pomiva svoja posoda. Tako. Ne. Pač skupinsko jo boste pomili, bomo pokazali en preprost recept, kako se to hitro pa učinkovito naredi. Koliko še časa? Še pol ure. Še. Koliko je treba še? Moš sploh vate uporabljati.
Si se ga dotaknil? Ok, v redu. Točke za obe ekipo. Torej, 3-1. Brez prešepetavanja. Kurek, ker malo. Odpri mir. A boš primir? Jakob, odpri mir. Bravo. To, bravo. Koliko imate točk? Premalo. Premalo. Bomo še eno dobili, pa bo, a ne? Bravo. Super, koliko je? Odlično. In, kjera točka? Naša! To, bravo. Ajde, Tristan, da te vidim. Ne, še. Dobre. Vrat. Pokaži se. Črna majica. Vojaška majica. Ja. Ti si out, oba. Zastavca nazaj na svoje mesto. Organizirali. Ja, da bomo zmagali. Ja, da bomo zmagali. Pa ti nareči 10 počepov. Ajde, kakšni so pravi počepi, dej demonstriri. Pa kaj še? Šteješ na glas. 5, 6, 7, 8, 9, 10.